se mogoče da počutite digitalno neenaki? Ne, teh problemov nimam. Bolj se ne počutim digitalno neenako pravno. Ne. Ja, proti mladim sigurno, zato ker mladi zdaj rastejo, da tako rečem, se rodijo z iPhonom v roki, z vsemi tistimi možnosti, ki jih taka elektronska naprava nudi, ne? Mi starejši pa smo nekako smo težje učljivi, no, tako bom rekel. Sem neenak, ja, vsekakor. Ja, mogoče, ker nimamo tako dobre internetne povezave, kot ostale države. Ja. Ne vem, vedno več se razvijajo zadeve, vedno bolj se tehnologija razvija in itak, ja. Glejte, sistem je tako nastavljen, da smo tako neenaki, ne? Digitalna neenakost temelji na konceptu digitalnega razkoraka, ki se v informacijskih družbah kaže v dostopu do informacijskih tehnologij in storitev zaradi razlik v dohodku, izobrazbi, starosti, spolu in zemljepisni pogojenosti. Poleg tega se nanaša tudi na demokratično izključenost oziroma razlike v veščinah in izkušnjah z uporabo interneta za participacijo v javnem življenju. Se je z razvojem informacijsko-komunikacijskih tehnologij digitalna neenakost zmanjšala ali je s seboj prinesla novo marginalizacijo in fragmentacijo? V 90-ih letih, pa še prej, se je pričakovalo, da bo z razvojem informacijska družba odpravila marsikakšno ločnico. Gre za več procesov. Zdaj, če ga gledamo v lokalnem smislu, to pomeni ali pa centrirano na tako imenovani razviti svet, ne, definitivno je pripeljala prej do marginalizacije, nažalost, ker še vedno obstajajo populacije, ki jih ali to ne zanima, ali pa enostavno nimajo zaradi takšnih in drugačnih razlogov možnost, da bi do tega sploh dostopali. Tisti, ki imajo dostop in znanje za uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij interneta, da so še bolj konkurenčni, da so še bolj vključeni v družbo, da imajo dodatne konkurenčne prednosti, medtem ko tisti, ki pa nimajo znanja ali pa nimajo enakopravnega dostopa do uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij, da so še bolj marginalizirani, da so še bolj izključeni iz družbenih procesov. Ta fragmentacija povečala, hkrati pa možnost vključitve se je tudi povečala, ne. S tem, ko recimo z razvojem elektronskih dokumentov, elektronskih knjig, zvočnih knjig, različnih orodij, so se možnosti informacijske vključenosti so se povečale. Uporabniki komunicirajo z državno upravo tudi na elektronski način. To omogoča marsikaterim skupinam od gluhih, naglušnih, z motnjami v duševnem razvoju, recimo tudi gibalno oviram in ostalim in splošni populaciji, omogoča večjo interakcijo, ne. V globalnem smislu, ne, je pa problem ta, da se večina digitalne tehnologije sproducira na Kitajskem in to je v multinacionalki, ki sliši na ime Foxconn, kjer delavci prejemajo povprečno plačo 130 evrov. Pri nas je problem na eni strani geografska ločnica zaradi dostopa do informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Vemo, slovensko podeželje je zelo razpršeno in redko poseljeno. Razpoložljivost širokopasovne infrastrukture tam je slaba, celo med najslabšimi v Evropi. Imamo v starostnem smislu skupine prebivalstva, ki so povsem izvzete iz teh sodobnih družbenih tokov. V Sloveniji gre predvsem za starejše, slabše izobražene. Leta 2011 80% starejših ni še v bistvu nikoli pogledalo v bistvu interneta, 90% pa v bistvu še nikoli sploh prižgali tipke računalnika. Tudi recimo visoko izobražen kader, ki pride iz fakultet, ki niso recimo tehnične fakultete, je med slabše pismenimi, digitalno pismenimi v Evropi. Zelo malo študentov zna Excel, ne? Ampak rabiš ga pa čisto pri vsakem delodajalcu. Se pravi, za skupine prebivalstva z posebnimi potrebami smo v preteklosti tudi z našega ministrstva financirali par projektov, ampak v prihodnje je potrebno narediti še več. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je oktobra 2014 sprejelo pravilnik o tehničnih pripomočkih, ki je prinesel kar nekaj novih možnosti za večjo vključitev. To je 85% sofinanciranje
nakupa tehnične opreme in do 100% pa za določene druge upravičence. V zakonu o elektronskih komunikacijah predvideli neke ukrepe, da se tudi tem skupinam prebivalstva, ki imajo določene neke posebne potrebe, omogoči enakopravno uporabo recimo storitev elektronskih komunikacij. Zdaj, Komena je pa določene možnosti dal tudi agenciji za komunikacijska omrežja in storitev, da ukrepe naloži tudi operaterjem samim. Zmanjševanja digitalne neenakosti so se nevladne organizacije lotile na različne načine. Simbioza je danes stara že 4 leta, oziroma letos teče 5. leto. Nastala je v bistvu pravzaprav iz nekega preprostega vprašanja, torej kaj sploh www je, se strani starejših. In ko je nekako to vprašanje bilo postavljeno, se je sprožil ta refleks, ojoj, mi smo pa v bistvu najbolj diskriminatorni ravno do naših najbližjih. Potreba po projektu izhaja že sami iz dejstva, da zavržemo ogromne količine, vedno večje količine odpadne elektronske opreme, ki niti ni odpadna, ampak je samo nekako v narekovajih povoziti čas. Cilj projekta Za nič Kišta je bil v bistvu troslojen. Prvič izpostaviti nek ekološki vidik pri recikliranju digitalne tehnologije, to pomeni uporaba nečesa, kar je zavrženo, ampak še deluje. Po naših izkušnjah je dejansko še med 75–90% te opreme, ki končajo sicer na odlagališčih, še vedno uporabne. Drugič, približati neko znanje digitalno ali pa v digitalni družbi ali pa v informacijski družbi ljudem, ki predtem s tem niso imeli kontakta, to mi govorimo o delavcih, migrantih in pa prebežnikih. Po tretji strani pa tem ljudem ne nuditi samo znanja, to, kar ponavadi delavnice delajo, možno ti plačljive delavnice, ker ti dobivaš svojih know-how, ampak jim tudi dati materialna sredstva, s katerimi bojo lahko potem to znanje uporabljali. To pomeni, po koncu delavnic so vsi udeleženci prejeli laptop v last. Oprema, ki zapusti podjetja, je običajno samo prišla do neke točke, v kateri je amortizirana in se potem gre v nakup nove. Podjetja ima pa dejansko problem, kako in kaj ste s to opremo. Dosti laptopov smo dobili, dosti smo jih mogli tudi kupiti v resnici, ampak vse je bilo v bistvu iz druge roke. Tako meni rabljeno stvari, ki smo jih za neko simbolno ceno pač od ljudi odvzeli. Mi zluščimo, kar se še da iz tega izluščiti, obnovimo in potem podarimo socialno ogroženim, kar je sicer zelo širok pojem, ampak mi smo se osredotočili na družine, posameznike in v končni fazi tudi na neprofitne organizacije, ki so po našem razumevanju prav tako socialno ogrožene oziroma prikrajšane, podhranjene, kakorkoli. Mladi prostovoljci učimo starejše uporabe računalnika. Torej s tem zvišujemo e-pismenost, spodbujamo prostovoljstvo med mladimi. Dejavnost izvajamo od januarja 2012. V prvem letu smo nekih 80 računalnikov oddali. V 3 letih uspeli povezati več kot 15.000 starejših in pa več kot 10.000 mladih prostovoljcev. V 4 letih izvajanja je pa številka že nekje okrog 1700. Bilo je vsega skupaj torej 30 ljudi v enem letu pa pol trajanja projekta. Največ računalnikov smo do zdaj podarili družinam z šolajočimi otroci. Najstarejši uporabnik, udeleženec, starejši, je bil star 99 let. Vedno več sodelujemo z kralji ulice. Enakopravno vključevanje vseh posameznikov v digitalno družbo je nujno potrebno, če želimo v družbi uveljaviti princip oziroma načelo digital by default, se pravi privzeto digitalno. Primeri v Evropi so pokazali, da če se je država odločila, da je recimo določena elektronska storitev potrebno uporabljati obvezno in da ni možnosti, da se nek postopek z državo opravi na papirni način, potem so te storitve praviloma uspele. En lep primer tega je ravno nepremičninski davek. Vse svoje nepremičnine si lahko pogledate preko spletne strani. Lahko pa se naročite na posvet in je nemogoče dobiti telefonsko zvezo. Ker imam namen tudi stopiti v svet podjetništva, se mi zdi poraba telefona ključnega pomena za moje vsakdanje življenje. Mi smo lansko leto, torej februarja, ko je to prišlo ven, smo mi stopili v akcijo, pa smo prostovoljci si vzeli čas, pa res imeli vsak dan
torej pač te neke delavnice, prihajali so iz cele Slovenije v Ljubljano, zato ker niso dobili telefonske zveze, da so si lahko pogledali te nepremičnine. To je razvojni problem, to je razvojna vrzel tudi v Sloveniji, in ki jo je potrebno nasloviti z ustreznimi razvojnimi ukrepi. Jaz po eni strani rad na to situacijo gledam z globalnega vidika in tam je precej kompleksno, zato ker ne gre za eno državo, ampak gre za razmerje med državami in je vprašanje, če je tem državam sploh v interesu, da bi se to zmanjševalo ali pa to reguliralo bolj natančno. Mi predvidevamo v strategiji razvoja informacijske družbe do leta 2020 vrsto ukrepov na področju tako imenovane e-vključenosti. Ključno je, da bi se vzpostavil pravilnik oziroma zakon, katere obveznosti morajo upoštevati spletne strani javnih storitev, katere pa tudi čisto zasebne spletne strani. Nove tehnologije morajo biti dostopne, enostavne. Spletne strani ali pa dokumenti morajo biti logično postavljeni. Morajo pač prinašati neke ugodne rešitve za neko življenje. Grafični elementi in drugi elementi poimenovani smiselno, recimo, ne vem, da je ime grafičnega elementa slike vrt, ne pa IMG 005, recimo. Bolj lokalizirano bi to lahko država nekaj storila, definitivno v temu, da bi zmanjšala stroške interneta. Internet bi moral postati podobno kot voda, pač javno dobro. Jaz bi na prvo mesto dal kar ustavno pravico vsakega državljana, da z določenim letom ima dostop, brezplačen dostop do širokopasovnega interneta. Ključnega pomena za slepe, slabovidne, dislektike, tistimi s težavami, z motnjami branja in recimo tudi predstavnike manjšin, otroke, starejšo splošno populacijo je razvoj kvalitetnega slovenskega sintetizatorja govora. Definitivno je potrebno izobraževanje na tem področju. Poznamo primere tudi gor severno po Evropi, ko države razpisujejo več 10 milijonske, celo 100 milijonske projekte na področju e-vključenosti, kjer država ne specificira natančno, kaj naj bi bilo narejeno pa na kakšen način, ampak pustijo proste roke nevladnim organizacijam in tudi podjetjem, da oblikujejo projekte, ki naj bi dvignili uporabo IKT-ja v družbi. Trenutno ne zasledim nobenega programa strani establishmenta, strani odločevalcev, ki bi stvari tako učinkovito in iskreno, če lahko tako rečem, reševal, kakor jih nevladne organizacije. To so vse posamezne fragmentirane akcije, na ravni države pa ni nekih konkretnih ukrepov sistemskih, da bi to področje uredili. In dokler ne bodo prišle nove generacije, bo treba to naslavljati, ta problem izključenosti določenih skupin prebivalstva z znatnimi javnimi sredstvi. Ne zavedamo se tega, da v bistvu nismo vsi del informacijske družbe. Žal ne. Menim, da je kar to nova paradigma, da bomo nevladno reševali probleme. Komercialni interes za razvoj elektronskih storitev, digitalnih vsebin pa obstaja. Problem je, da če ni ustrezno usposobljenih končnih uporabnikov, ki bi imeli potrebo po uporabo teh naprednih storitev, ki jih razvija industrija, potem tudi industrija ne bo vlagala v nadaljnji razvoj. Da bo nevladni sektor prevzel v neki točki vajeti, kako se kot družba bomo organizirali, in bomo na ta način začrtali neke nove smernice in začeli po njih hoditi. In začeti iskati načine, mehanizme, metode, kako spremeniti ta razmerja in šele potem mogoče se lahko vrnemo nazaj na debato o digitalni enakosti. Zakaj nevladni sektor spet rešuje državo? Torej, ne vem, zakaj je simbioza, seveda pač mi smo to z veseljem naredili, ker imamo zelo radi naše starejše ljudi, detke pa babice, ampak zakaj je simbioza mogla reševati problem Gursa, ko je bilo vse dostopno na spletu? Mi se lahko hvalimo s tem, da smo prišli na neko stopnjo, ne vem česa, rečejo evolucije, kar bi se daleč lahko strinjali s tem, da imamo neko dostopnost, da si lahko predstavljamo neko informacijsko družbo, da lahko govorimo o dostopnosti digitalne tehnologije, ampak globalno gledano smo v bistvu sproducirali še več neenakosti in še več ekoloških katastrof, ravno na račun tega, kar to imamo.
Digitalna agenda za Evropo navaja, da mora smisel digitalne dobe biti v opolnomočenju in emancipaciji. Koliko zastavljenih ciljev za premustitev digitalne ločnice se bo uspelo uresničiti, pa bodo pokazala prihodnja leta.